Klasične jaslice prikazujejo Marijo, Jožefa in novorojenega Jezusa odrešenika. Bog jim je dal življenje, da bi lahko odrešili ljudi. Marija je Božjo voljo sprejela z besedami: Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Jožef je Božjo voljo izpolnjeval, ko je sledil navodilom angela in sprejel vlogo Jezusovega krušnega očeta. Mali Jezus pa je na svet prišel z namenom, da nas odreši. Pastirji so Mariji in Jožefu dali prenočišče in naredili prostor za prihajajočega Božjega sina. Zaupali so sporočilu angelov in bili prvi, ki so veselo novico ponesli v svet. Misionarji Boga podarijo drugim, ko nesebično pomagajo ljudem, ki se vsakodnevno spopadajo s težkimi situacijami. Tako kot misionarji se tudi zdravniki darujejo za ljudi v stiski in na svoje ramena prevzemajo veliko odgovornost, še posebej v današnjih časih. Ne le zdravniki, temveč tudi politiki so se letos večkrat znašli na razpotju in so bili primorani sprejeti težke odločitve. Dobri voditelji pri sprejemanju le-teh znajo prepoznati Božjo voljo in za posledice prevzeti odgovornost. Tako so podobni Jezusu, skromnemu kralju. Sedanja situacija je čudovita priložnost, da obnovimo družinske vezi in postanemo podobni sveti družini. Starši nas tako kot nebeški oče vzgajajo in nam kažejo pravo smer na poti do nebes. Mi otroci pa smo jim poslušali in se tako bližamo nebeškemu domu. Tudi znotraj razreda pridni, preprosti, marljivi, sočutni in ponižni dijaki izpolnjujemo Božjo voljo. Trenutno na videu so razpršeni po celi Sloveniji in Varaždinu. Ostajamo povezani. Smo drug drugemu v podporo in pomoč, ter smo tudi letošnje razredne jaslice ustvarjali skupaj. Jaslice so letos bolj skromne, nosijo pa globoko sporočilo. Različni napisi na figurah predstavljajo naše vloge in talente, njihova enotna oblika pa prikazuje našo enakost Kristusu, ki nam jo je podaril ob svojem rojstvu. Tako lahko vsak posameznik v Božji skupnosti izpolnjuje Gospodovo voljo.